Letošnji bistriški tek je potekal v drugačni obliki kot v prejšnjih letih. Več o tem, kako je potekala tradicionalna prireditev, nam je povedal Tadej Repnik, sekretar Športne zveze Slovenska Bistrica. Letošnji tek bistriški je bil izveden na malo drugačen način kot vsa prejšnja leta, zaradi vsem znanih razlogov. Izvedli smo kot tekaški izziv, virtualni, z aplikacijo Strava. To je zdaj v bistvu zelo popularna tekaška aplikacija. Organizirali smo tako, da smo označili sam sektor teka v mestnem parku Slovenska Bistrica, določili število krogov glede na kategorije in kasneje so se tekmovalci prijavili skozi aplikacijo Strava, odtekli 10 krogov in rezultati so bili zabeleženi. Sami osnovnošolci, srednjošolci so imeli pa poseben program, ki so jim predstavili sami učitelji športne vzgoje. Mlajše kategorije so odtekle 1 krog, tiste starejše 3 kroge in pa srednjošolci 5 krogov, kar je znašalo cirka 3 km. Sami člani so pa odtekli 10 krogov, kar je cirka 6 km. Rezultati bojo objavljeni v roku enega tedna, ko dobimo še v bistvu uradne rezultate iz ProTima. To pa je načeloma, kako smo se mi vse skupaj zamislili ta tek. Bilo je udeležencev kar nekaj, cirka števila čez 1000 samih, ki so odtekli z osnovnošolci v red. Tako da je bil v bistvu ta virtualni izziv dokaj dobro sprejet glede na same razmere. In kdo je postavil rekord? Postavil je rekord 23:55 gospod Krajnc. Zato bo dobil tudi posebno priznanje. Več pa, ko bojo uradni rezultati. Upamo pa lahko, da bo prihodnje leto bistriški tek znova v takšni obliki, kot je bil v prejšnjih letih. Absolutno, mi se bomo potrudili, da bo drugo leto v aprilu izveden bistriški tek, kot je bil vsa leta, če bojo le razmere dovoljevale temu.